Dobrodošli nazaj v nov video in danes imamo spet nov full fire side hustle, no pun intended. In preden gremo v ta side hustle, bi sam še rad povedal, da je MacBook Pro giveaway still on. Pejte na najin Instagram, na uno pin sliko z Jeepom, pa imate tam vsa pravila, pa se lahko joinate pa zmagate MacBook Pro. No, pa še en shameless plug, preden začnemo z videom. Najna Discord skupina je tudi dobesedno on fire. Še čez 300 ljudi je noter. Zdaj se dodala še news chat, lahko direkt novice gledate tam gor in vse take stvari, tako da meni se zdi, da je vredno, da se joinate. No ja, pa pejmo kar v video. V bistvu, pač full folka mi je pisalo, da tako te side hustli, ki jih delam, bolj delujejo tako v Ameriki. Sicer delujejo tudi tle, ampak je mogoče Američanom malo lažji. Zato pa danes bomo imeli en tak side hustle, ki v bistvu res rana v Sloveniji in se mi zdi, da je tudi eden izmed najbolj profitable side hustlov. Kakor sem rekel, vsak side hustle bo jači. Ta side hustle je v bistvu flipanje za ston stvari. Da zdaj malo obrazložim to. Imate Facebook Marketplace, pa imate Bowho. Zdaj govorim samo o teh dveh main straneh, drugače verjamem, da je še full takih stvari, ampak nisem toliko deep dive. In v glavnem imate Facebook Marketplace pa Bowho, pa bomo zdaj za ta primer uporabili Bowho, ker je mogoče malo bolj taka preprosta pa user friendly. Se pravi, na Bowhi imate tam section podarim. Se pravi, ko se ljudje hoče sam znebiti stvari, ker, a veš, ne vem, ti moraš plačati, recimo, da ti kavča speljejo na odpad, če nimaš dosti velikega avta in tako naprej. In v bistvu imaš tam kavče, ogledala, omare, to so te stvari, ki jih je največ, pa imaš pa še milijon drugih stvari, ki jih v bistvu ljudje podarijo. In kar boste vi zdaj naredili, je se pač, prvo kot prvo, zato rabite imeti nekoga, ki vas bo furil, ali pa če imate vi avto, če pa mislite kakšne večje stvari, pa pol mogoče rata problem, ki bi rabil kakšen kombi, ampak govorim za kakšne take mini omare, take stvari, ki se jih da z avtom pick-upat. In kar boste vi naredili, je v bistvu kontaktirali tega, kakšno stvar podari, se zamenili, kdaj pridete iskat, pick-upate to stvar, verjetno bo malo v slabem stanju, glede na to, da jo podari, ali pa je sploh ne rab. V glavnem, drug korak pri tem je, da boste v bistvu vzeli to stvar in pogledali, če je kaj polomljen, če je kaj, ne vem, popraskan, če je treba kaj prebarvati, kaj popraviti. In boste probali s čim manjšim budžetom, ponovati lahko to zastonj, ker večina ljudi ima nekaj te essentialsi, da popraviš to stvar že doma. Zdaj, odvisno kaj, ne. No, in boste v bistvu malo popravili, v bistvu malo izboljšali, potem pa šli nazaj spet na Bowho ali pa Facebook Marketplace ali pa, ne vem, naredite Instagram account, da prodajate različne stvari, kaj pa jaz vem, v glavnem nekje, kjer se da prodati, lahko tudi v bistvu eBay, Amazon, karkoli, nekje, kjer se da pač prodajati stvari in boste pa te stvari, ki jih je folk podaril, vi ste jih dobili, jih malo izboljšali, malo preuredili, da izgledajo mogoče novejše, a pa da niso toliko zjebane. Ker vi recimo, če že sam spucate to stvar, pa naredite res jake fotke, bo izgledalo toliko jače in boste res lahko prodali. No ja, in potem, ko to naredite, samo objavite in probate najti kupce. In tle je 100% margin, v bistvu najbolj high margin business, kar bi si ga lahko zamislili. Se pravi, če zdaj malo računamo, recimo, da naredimo nek tak račun, da boste videli, koliko se da dejansko tega zaslužiti, če bi vi lahko vsak dan flipnali eno stvar za 50 evrov ali pa recimo za 100 evrov, ja, je to tako na dan, ne. Se pravi, meni se zdi, da je to kar tak velik side hustle, sploh zaradi tega, ker ga res lahko vsak naredi, res imate tam milijon stvari, sam če ne verjamete, pejte na Bowho pa podarim, pa boste videli, koliko veliko stvari je tam. Tako da jaz mislim, da je to dosti velik side hustle, upam, da mi bo všeč, upam, da ste dobili kakšno idejo. Pa še en bonus note, ki boste imeli v bistvu, če vam rade to scalati, da že kaj zaslužite od tega, o tem podarim, prodaš za poceni in tako naprej. Vi lahko pa v bistvu s tem profitom začnete že kupovati stvari, recimo, da en prodaja neko omaro za 20 evrov, pa vidite, da bi se lahko ta omara komot prodala za 100 evrov, da mogoče rab nekih 10 evrov renovationa, pa da pač stane 20 evrov, lahko pa s tem denarjem to kupite in prodate in še več scalate in čez čas, če boste to res grindali, boste imeli že v bistvu že take accounte, ki bodo imeli dobre reviewze, ker pač se ne boste zajebavali s kupci in jim boste prinesli in boste tako kot razgleda na slikah, boste v bistvu res lahko ta biznis scalali in prodali več stvari na dan, kot sam eno in od tega se ravno da dosti dobro živeti in vem, da tudi ful ljudi to dela za living, ampak predstavljajte si, če je to sam vaš side hustle, koliko šele to je. No ja, upam, da ste uživali v tem side hustle videu, pa ja, daily December still going strong, tako da se vidimo v naslednjem videu.